Prijateljska in poslovna srečanja zbližujejo ljudi, ki podobno mislijo in delajo. V sklopu konjiških dni 2012 se je na dan podjetnikov združilo oboje. V sredo 27. junija 2012 v dopoldanskih urah je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek povabil gospodarstvenike v veliko avlo Doma kulture v Slovenskih Konjicah. Najprej je potekalo drugo srečanje gospodarskih odborov Dravinjske doline občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Tema tega srečanja je nosila naslov Socialno podjetništvo. Gosta, ki sta predstavila svoje izkušnje, načrte in aktualne novosti, sta bila tokrat Peter Svetina iz zaposlitvenega centra Karso d.o.o. iz Pivke in domačin Tadej Slapnik iz Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Spoštovane gospe in gospodje, tako kot je moderatorka že napovedala, danes imamo drugo srečanje odborov za gospodarstvo vseh 4 občin, ki jih povezuje ta geografska celota. Zato sem izjemno vesel, da vas lahko pozdravim tukaj pri nas v Domu kulture, da se v okviru konjiških dni en dan posveti podjetništvu, podjetnikom in da nas na ta način pokažemo, da gre za zelo pomembne stvari, ki jih je nemogoče spregledati ali pa kar tako zaobiti. In s tem današnjim druženjem želimo dati impuls vašemu medsebojnemu druženju, pogovoru in pa na nek način tudi združevanju, kajti vemo, da vsak za sebe zelo malo lahko storimo, če se pa povežemo v celoto, potem pa smo na tisti pravi poti. In jaz sem trdno prepričan, da so takšni dnevi na videz družabnega značaja, pa vendar zelo koristni in tudi kasneje, ko se bomo sprehodili skozi proizvodnjo v podjetju SGA Grah Automotiv, da bomo tudi tam našli kakšno idejo, kakšen utrinek, ki nam bo koristil v našem nadaljnjem ravnanju, tako da bo življenje v teh naših krajih čim bolj prijetno. Želim vsem skupaj uspešno druženje, da ne pobegnete takoj po tem prvem predavanju, kajti glede na zasedbo tule za mizo sem prepričan, da bo današnji dopoldan zelo zanimiv, da se kasneje tudi najdemo na tistem družabnem delu in vsem želim prijeten dan. Za minuli dan državnosti pa seveda iskrene čestitke in pa našim občankam in občanom tudi iskrene čestitke ob bližnjem občinskem prazniku. Današnje srečanje bo potekalo v 3 sklopih. V tem prvem delu bomo najprej spoznali 2 konkretna primera socialnega podjetništva iz prakse, saj gre za tematiko, ki vedno bolj pridobiva na pomenu in se širi na številna področja človeškega življenja in dela. Na prvem srečanju odborov za gospodarstvo je bila tudi izražena želja, da naslednje srečanje posvetimo prav socialnemu podjetništvu. In tako boste danes z nami Tadej Slapnik iz Slovenskega foruma socialnega podjetništva, Peter Svetina iz zaposlitvenega centra Karso d.o.o. Predstavili pa bomo še tematiko skupnostnih eko-urbanih vrtov v Mariboru in z nami je koordinator projekta Matej Zonta. Med 12. in 13. uro vas bomo povabili na ogled podjetja SGA Automotiv, ob 13.30 pa na prijetno druženje v gostilno Grič v Škavcah. Tako predlagam, da kar začnemo. Pričeli bomo pri Slovenskem forumu socialnega podjetništva, ki deluje na načelih in principu socialnega podjetništva, kot ga predstavlja Mohamed Yunus. Slovenski forum za socialno podjetništvo temelji na visokih etičnih in moralnih načelih. Svojim načinom delovanja omogoča razvoj potencialov institucij ter posameznikov z namenom zagotavljanja blagostanja in inovativnega razvoja Republike Slovenije. Njegovo poslanstvo je povezovanje vseh zainteresiranih akterjev socialnega podjetništva z ustrezno infrastrukturo, ki omogoča razvijanje skupnih raziskovalno-inovacijskih mrež trženja, razvoja skupnih projektov, novih poklicnih profilov ter drugih ustreznih mehanizmov za razvoj inovativnosti. Forum predstavlja svoje člane
ki aktivno delujejo na področju socialnega podjetništva, ne glede na organizacijsko obliko. V forumu so tako nevladne organizacije, socialna podjetja, novo nastajajoča socialna podjetja, institucije podpornega okolja, humanitarne organizacije, nevladne organizacije in posamezniki, ki želijo prispevati k razvoju socialnega podjetništva. Vizija foruma je vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo omogočal razvoj potencialov vseh akterjev socialnega podjetništva, da bodo lahko zagotovili učinkovite mehanizme za razvoj socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Republike Slovenije. Mi pa bomo sedaj spoznali še socialno podjetništvo v praksi v našem lokalnem slovenskem okolju. Naš sogovornik je danes gospod Peter Svetina iz podjetja Karso, zaposlitveni center d.o.o., ki deluje pod okriljem Šenta, Slovenskega združenja za duševno zdravje, ki je namenjeno posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom na področju duševnega zdravja in vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. V mrežo Šentove socialne ekonomije je vpeto kar nekaj zaposlitvenih centrov, med njimi že preomenjeni Karso, eno invalidsko in socialno podjetje, podporno okolje pa mu nudi zavod Šent Prima. Njihovo poslanstvo je, da podpirajo, krepijo in gradijo socialna podjetja in razvijajo socialno ekonomijo z namenom, da ustvarjajo nova delovna mesta za invalide in težje zaposljive osebe. Sedaj pa bomo predstavili še eno zanimivo tematiko, o kateri ste morda že marsikaj slišali v zadnjem času v medijih. In sicer gre za tematiko skupnostnih eko-urbanih vrtov v Mariboru in znani koordinator projekta Matej Zonta. Skratka, Urbane brazde, Evropska prestolnica kulture, mi smo rekli, da želimo ustvariti nekaj trajnega, želimo ustvariti nekaj, kar bo ostalo v Mariboru in da bo ostalo tam v naslednjih 20 let vsaj. In en izmed teh stvari je bil tudi projekt skupnostni urbani eko-vrt. Tu vidite zdaj, kako naj bi to izgledalo, v resnici pač stvar izgleda popolnoma enako. V roku 9 mesecev smo uspeli pač, ja, razen drevesa niso še tako visoka seveda, ne, ampak pa grmičev je sadno in tako naprej, ampak uspelo nam je v, rečemo, 9 mesecih od novembra lani, ko smo pač začeli s prvimi deli na terenu, konec oktobra, začetek novembra, smo uspeli pač ustvariti praktično že skoraj da vse, razen skupnostnega objekta, to jim čakamo še, na vsa potrebna dovoljenja, so nam sicer obljubljena, ampak računamo na to, da bomo v toku poletja uspeli še s postavitvijo tega srca, tako imenovane skupnosti. Razlika med navadnimi urbanimi vrtovi in skupnostnim urbanim vrtom je velika. Prvo kot prvo je skupnostni urbani vrt voden s strani pač organizirane skupine vrtičkarjev. Za vas, ki ste iz občin, bo verjetno pač pomembno to vedeti, da je ta oblika organiziranja tista, ki v popolnosti razbremeni občino. Občina ima samo eno nalogo in to je to, da pač da za tisto obdobje, bodi si 10 ali pa kolikor let pač jo omogočajo predpisi. V tem primeru je bilo recimo pri nas za 10 let prvo, ne pol se tako bo avtomatsko tako podaljšalo naprej, da neko zemljišče na razpolago, in da zaračuna, oziroma da pošlje enkrat na leto položnico, eno, ne 100 položnic ali pa 80 ali kolikor že, tle imamo namreč 82 vrtov, 3 od teh prilagojenih za invalide na vozičkih in na enem vrtu tudi so varovanci oziroma uporabniki programov Šenta, tako da imamo tudi tam na enem od teh, tako da smo lahko rečemo kar povezani. Torej, začetna investicija je sicer kar velika, no, kakorkoli že, ne, ampak se pač obrestuje, zato ker je treba to, enkrat, ko je to postavljeno, občini ni potrebno več tega vzdrževati. Z pogodbo je namreč društvo, v tem primeru društvo Urbani eko-vrt, ki je bilo ustanovljeno društvo strani vrtičkarjev, oni so šli preko popolnega enega leta izobraževanja o ekološkem kmetovanju, zato ker to je obvezno ekološko kmetovanje, tudi podvrženo je kontroli strani Inštituta za kontrolo in certificiranje in je skratka stvar taka, da morajo vrtičkarji, so morali iti skozi cel proces izobraževanja in ta proces izobraževanja pač je pripeljal do tega, da so se tudi učili o organizacijskih pač modelih in kako se organizirati, kako pač sodelovati in so na koncu pač se odločili, da bodo pač ustanovili društvo kot to pravno obliko, pod katero bodo tudi delovali.
društvo je vzelo v najem od občine območje in v pogodbi se pač zavezalo, da bo kmetovalo, oziroma vrtnarilo v skladu s standardi, ki veljajo za ekološko kmetovanje, to je ena stvar. Druga stvar pa to, da bo pač plačevalo tisto najemnino, ki je sicer dokaj simbolična. Tretja stvar, da bo celotno območje vzdrževala in urejala in ohranjala v skladu pač z načrti, ki je konec koncev tudi pač samo društvo pač potrdilo. Namreč mi smo delali načrte tako, da smo skupaj z društvom oziroma s člani društva, ali bolje rečeno z vrtičkarji, na teh velikih sestankih, kjer je bilo po 50 ali pa tudi 100 ljudi, nekako predebatirali vse načrte, se z njimi pogovorili, kaj bi oni spremenili, kaj ne bi, in so potem pač nastal ta načrt tega vrta. Vsi zbrani udeleženci srečanja so si po končanem uradnem delu ogledali uspešno konjiško podjetje SG Avtomotiv d.o.o. in združenje nadaljevali na konjiškem vinotoču v Zlati Grič. Dobro. Jaz bi se v imenu celotne skupine zahvalil Robertu Grafu za sprejem, za to, da mu lahko ukrademo uro pa pol pri tistega zelo dragocenega časa, ampak verjamem, da bo vredno vstopiti tu noter, ker tisti, ki smo že imeli to možnost, smo pač odnesli čisto drugačne vtise iz teh prostorov, hkrati pa ob zavedanju, da se v Konjicah kljub vsemu pa marsikaj dogaja, marsikaj takšnega, kjer smo tudi, ne samo evropski, tudi svetovni vzgled lahko, in mislim, da je prav, Robi, da smo danes pri tebi. In spomin, zahvalo in tak droben spominek na današnje srečanje v Dnevu podjetnikov, na tako slikco z motivom, kamor ti želim, da čim večkrat zaideš, tam najdeš mir. Hvala. Na tej lokaciji tukaj je zaposlenih 450 ljudi. Tukaj na tej lokaciji delamo prometa, v letošnjem letu bomo naredili okrog 68 milijonov prometa, plan se kar držimo. Na tej lokaciji skupno celotna skupina je pa letos v planu 136 milijonov evrov prometa, to pomeni in Srbija, Amerika, Hrvaška, Rusija in tako naprej. In tudi vsi slovenska podjetja na Gorenjskem in Slovenj Gradcu, tako da gremo, rastemo, pa upam, da bo šlo počasi naprej s tem. Prav, pol pa gremo. Ja.